Moje ime je Oto Lutar, sem dekan Fakultete za humanistiko na Univerzi v Novi Gorici in imam zdaj že drugič čast predstaviti govornika v seriji teh predavanj. Današnji gost bo moj kolega iz Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, dr. Ivan Šprajc, ki se ukvarja, arheolog in antropolog, ki se ukvarja z kulturno-geografskim območjem Mezoamerike. Predlagam, da damo kolegu Šprajcu kar besedo, pa potem mogoče, tako kot je običajno, nekoliko več v najinem pogovoru na koncu. Prosim. Hvala lepa in dober večer vsem. Torej, tema mojega predavanja je, rad bi predstavil na kratko rezultate arheoloških terenskih pregledov, ki smo jih v zadnjih letih, torej od leta 1996, opravili v jugovzhodnem delu mehiške zvezne države Campeche, torej v samem osrčju ozemlja, na katerem je nekoč živela civilizacija Majev. Preden pa preidem na samo temo predavanja, bo verjetno prav, če povem nekaj splošnih besed o Majih in jih postavim v širši kulturni kontekst. Torej, ljudstva, ki jih danes označujemo s kolektivnim imenom Maji, so ustvarila gotovo eno najbolj atraktivnih civilizacij v zgodovini človeštva. Kultura Majev je zrasla v okviru širšega kulturno-geografskega območja, ki ga imenujemo Mezoamerika in katerega obseg vidite na tej karti, torej gre za srednji in južni del današnje Mehike in za severni del centralne Amerike. Zdaj, zakaj govorimo o kulturno definiranem geografskem območju, ki ima tudi svoje ime? Ker so na tem območju živela pred prihodom Špancev različna ljudstva, ki so govorila tudi različne, celo med seboj nesorodne jezike, ki pa jih je vendarle družila cela vrsta skupnih kulturnih prvin. Tako je recimo gospodarstvo vseh teh ljudstev temeljilo na intenzivnem poljedelstvu, zlasti na gojenju koruze kot najbolj pomembne kulturne rastline. Podobnosti so v materialni kulturi, zlasti v arhitekturi, verjetno so vsem znani piramidalni templji, torej svetišča v obliki stopničastih piramid. Podobna je bila religija na vsem tem območju, celo ista božanstva, čeprav so se različno imenovala. Enoten koledarski sistem, družbena ureditev je bila podobna, še najbolj podobna nekako srednjeveškemu fevdalizmu, če to je še najbolj ustrezna analogija, seveda z nekaterimi rezervami in tako naprej. Torej, začne se to kulturno-geografsko območje oblikovati, oziroma elementi, kulturni elementi, ki nam definirajo to kulturno-geografsko območje, se začnejo pojavljati nekje v drugem tisočletju vzdolž južne obale Mehiškega zaliva, ko se tam pojavi, ko najdemo tam prve sledove socialne diferenciacije, torej stratifikacije, ki končno vodi k nastanku prvih držav. Na tem območju je zrasla predklasična kultura, torej razvoj ali evolucijo mezoameriških kultur delimo, tako kot vidite na tej grobi shemi zgoraj, kronološko delitev. Torej, v prvem tisočletju pred našim štetjem se pojavi vzdolž južne obale Mehiškega zaliva na tem območju kultura Olmekov. Znana, mogoče ste kdaj videli po teh orjaških bazaltnih glavah, pojavijo se prvi ceremonialni urbani centri, piramide, ki so še takrat zemljene in razni drugi elementi, ki se v naslednjih obdobjih širijo po Mezoameriki, torej po tem območju in dosežejo v času prihoda Špancev, torej v začetku 16. stoletja, obseg, ki ga vidite na tej karti, na kateri so tudi prikazana nekatera izmed največjih arheoloških najdišč. Torej, Maji so živeli v jugovzhodnem delu Mezoamerike, torej na tem koncu, v jugovzhodnem delu današnje Mehike in v današnjih državah Gvatemala, Honduras, Salvador in Belize. Nekaj najbolj značilnih arhitektonskih spomenikov, recimo ena od piramid v Tikalu, v Čičen Icaju, in pa to so bile seveda urbane družbe, živele so v mestih, za katera pa seveda niso bili značilni samo templji, temveč tudi rezidenčne stavbe, elite, upravno-administrativni objekti,
veliki trgi in tako naprej. Večina prebivalstva, kmečkega prebivalstva, pa je seveda živela v okolici. Torej, Maji so živeli v jugovzhodnem delu in če se zdaj prestavimo na območje naših raziskav, ki leži v osrednjem delu polotoku Jukatana, torej v jugovzhodnem delu mehiške zvezne države Campeche. Gre torej za to območje, ki ga zdaj vidite predstavljenega, in zakaj smo se lotili raziskav leta 1996 na tem območju. To je bil ja, zdaj pa včasih tehnika ne dela tako, kot bi želeli. Se opravičujem. Torej, gre za to območje jugovzhoda mehiške zvezne države Campeche. Na tem območju so bile pred začetkom naših raziskav so bila znana samo ta najdišča, ki jih vidite na sliki. Sem je sicer v 30 letih 20. stoletja ameriški arheolog Karl Ruppert vodil 4 ekspedicije, katerih rezultati so objavljeni v monumentalnem, briljantnem delu, objavljenem leta 1943, ampak v uvodu sam Ruppert pravi, da so oni registrirali samo nekatera izmed največjih arheoloških najdišč. Torej, prav na tem območju sredi polotoka Jukatana je zijala še pred dobrimi 10 leti ena največjih belih lis na arheološki karti območja Majev. Čeprav prav na tem območju leži Calakmul, ki je največje majevsko mesto sploh. No, mi smo v teh 7 sezonah registrirali preko 80 prej neznanih arheoloških najdišč, prav tako smo ponovno lokalizirali več Ruppertovih, katerih lokacija ni bila več znana, čeprav so oni pobirali koordinate, torej določali z astronomskimi metodami. Zaradi napak v teh koordinatah mnoga ta najdišča niso bila kasneje nič več obiskana in tako rekoč izgubljena. No, nam je uspelo večino teh najdišč ponovno lokalizirati, poleg tega pa smo našli seveda še celo vrsto drugih, med katerimi so tudi večji urbani centri z monumentalno arhitekturo, kot boste videli, skulpturami in celo hieroglifskimi napisi. Namreč, mimogrede, Maji so bili seveda edino predkolumbovsko ljudstvo, ki je imelo pravo pisavo, fonetično pisavo, s katero je bilo mogoče zapisati karkoli in ki je danes že v pretežni meri razvozlana. Torej, teh najdišč je zdaj že preko 80, pri čemer moram povedati, da na tej karti še niso vključena tista, ki so bila najneda lani, torej v zadnji sezoni, in teh je 15. Pokrajina na tem koncu je, torej cel polotok Jukatan je apnenčasta kraška plošča. Zaradi tega so seveda značilni tudi kraški pojavi. Površinskih vodnih tokov tako rekoč ni. To je pogled iz glavne piramide v Calakmulu, v tem največjem majevskem najdišču, tako da imate vtis, zakaj gre. Torej, pokrajina v glavnem preraščena s tropsko vegetacijo in ker edini naravni vir vode so takale jezerca, ki imajo premer lahko samo 30, največ do 100 metrov in ki se običajno v sušni dobi sušijo. Tako da je seveda velikokrat to tudi naš problem, bil je nekoč problem Majev, zaradi tega moramo seveda vso opremo, vodo, živež voziti s sabo. Nam pa seveda te aguade, kot se imenujejo aguadas, tudi velikokrat pomagajo pri oskrbi z vodo, pa tudi nekatera drevesa, katerih korenine vsebujejo to dragoceno tekočino. Vegetacija je v glavnem tropska, razne vrste dreves, med drugimi tudi recimo dragoceni lesi, mahagoni. Na tej sliki vidite drevo sapote ali čikle. Iz skorje tega drevesa se namreč pridobiva smola za izdelavo žvečilnega gumija, odtod te zareze. In to je bila dejavnost, ki še vedno živi, je bila pa zlasti pomembna za gospodarstvo, tudi Mehike nasploh, v prvi polovici 20. stoletja. Živalstvo je seveda raznoliko, najrazličnejše vodne živali, druge, mogoče najbolj simpatične so opice, samo 2 vrsti opic živita tu, to so pajkovke, ki jih vidite na tem posnetku, pa še tako imenovani kričači ali saraguatos. Sicer od večjih živali tudi najdemo tapirja, jaguarja, ki se ne rad da videti, pa seveda
nepregledno množico insektov, večjih in manjših, tistih najbolj nadležnih se ne da fotografirati, recimo komarjev, pa razni pajki, tarantele in najbolj neprijetne živali so seveda kače. Tu živijo 3 vrste strupenjač, med njimi tudi klopotača in v nekaterih aguadah najdemo tudi ameriške krokodile ali kajmane. No, to je še enkrat karta našega območja raziskav. Tale pas vzdolž meje z državo Belize je danes redko poseljen, ampak šele zadnjih 30 let, torej pred kakšnimi 30 leti, 40 se je začela kolonizacija tega območja. Sicer je bilo celotno to ozemlje praktično prazno, vse od propada klasične kulture Majev v 9. 10. stoletju našega štetja. Zahodni del, torej mi smo začeli leta 1996 raziskave v tem delu. Takrat sem bil zaposlen še na Mehiškem nacionalnem inštitutu za antropologijo in zgodovino in ta projekt je bil pravzaprav del večjega vladnega projekta povezanega s privatizacijo zadružnih zemljišč, o tem vas ne bi zdaj utrujal, ampak vsekakor je šlo za poseljena območja, tako da smo začeli na tem koncu in se v naslednjih letih premikali proti zahodu. Zahodni del je pa danes, oziroma že dobrih 15 let, zaščiten naravni park, imenovan Kalakmulska biosfera. Tu je že ves čas, odkar je s predsedniškim dekretom zaščiten, prepovedano stalno poseljevanje in vsako izkoriščanje naravnih virov, torej lesa, živali, lov, vse. Dovoljeni so samo ogledi oziroma obiski. Ima pa ta zadeva seveda malo manj prijetno posledico, namreč vse poti nekoč, ko so tu delali še čikleros, torej tisti, ki so nabirali drevesni sok za izdelavo žvečilnega gumija, je bilo veliko poti. Danes so vse te poti, ali pa velika večina jih je preraščenih sekundarno vegetacijo, tako da je seveda to dodatno delo, ko se moramo prebijati skozi te poti, lahko bi rekel, da je 70 ali 80% našega dela nima nobene zveze z znanostjo. Je pač samo drvarjenje, sekanje poti in podobno. Ker se moramo pač čim bolj približati najdiščem po poteh z vozili, ker je treba v sabo peljati vso opremo, hrano, vodo, živež, skratka vse, kar potrebujemo, tako da se približamo, kolikor se da z vozili in šele kasneje nadaljujemo, torej pridemo do najdišč peš. No, ta vzhodni del, ki je redko poseljen, od tu so naseljenci iz raznih mehiških držav, še vedno je njihovo gospodarstvo zelo enostavno, temelji na požigalništvu v glavnem, tu vidite eno od takih parcel po požigu in kakšno je koruzno polje na tej požgani parceli. Naselja so majhna, hiše skromne, ampak vendarle so danes komunikacije že nekako, bilo je pa drugače to še pred 10 leti in seveda dostop je pač možno samo in zlasti v biosferi s terenskimi vozili, od katerega je eno tudi v lasti našega znanstveno-raziskovalnega centra SAZU. Zdaj pa kaj pravzaprav najdemo? Verjetno ste vsi že videli fotografije majovskih piramid, spomenikov, najpomembnejših arheoloških artefaktov ali arhitektonskih objektov in ste gotovo vajeni videti lepo izdelane piramide, lepo izgledajoče. To so seveda piramide ali stavbe, ki so že bile restaurirane ali celo rekonstruirane. Mi takih ne najdemo ali pa zelo redko najdemo izpostavljeno arhitekturo. Večinoma so stavbe take, kot jih vidite na tej sliki. To sem dal za primer. Ta stavba verjetno na prvi pogled zgleda kot naraven hrib. Gre pa za okoli 30 metrov visoko piramido na najdišču Bekan, ki leži severovzhodno od našega območja raziskav in ki je danes že odprto za publiko, tudi precej raziskano. Ampak ta fotografija je bila posneta pred kakimi 10 leti. No, leta 2000 so se začele raziskave in to je natanko isti pogled. Tu pa lahko že vidite stopnišče, ta stopničasta telesa, eno na drugem. In seveda danes izgleda ta stavba še veliko lepše. Torej, ruševine se seveda
Večino stavb, ki jih najdemo, so ruševine, ampak te ruševine pod seboj skrivajo sorazmerno dobro ohranjene arhitektonske ostanke. Še en tak primer na najdišču Ecna, to je severozahodno, okrog 300 km od našega območja. Pogled je z glavne piramide proti zahodu. Tu vidite eno tako podolgovato groblo, kakršna je bila leta 1977. Danes izgleda ta stavba tako. Seveda mi najdemo v glavnem takšne, kot ste videli na prejšnji sliki. Zelo malo je takih stavb, ki imajo še izpostavljene zidove ali celo okrase iz štuka, kot je v tem primeru, ali to najdišče, ki smo ga našli pred 3 leti, ki ima tudi še ohranjene stavbe. Večina stavb je takih, kot je ta, pa čeprav torej popolnoma zakrite z ruševino in prekrite z vegetacijo, in čeprav gre v tem primeru za zopet piramido, ki je okrog 30 metrov visoka. Kaj mi naredimo? Seveda poberemo lokacije teh najdišč z napravami GPS, tako da imamo točne koordinate, poberemo površinski material, kjer je na voljo, največkrat je na voljo, ker je skoraj na vseh najdiščih najdemo roparske plenilske izkope. Roparji namreč iščejo grobove v teh stavbah. Maji, tako kot drugi Mezoameričani, niso imeli posebnih grobišč, temveč so vedno pokopavali svoje mrtve pod tla svojih hiš. In seveda elitne stavbe ali pa celo templji imajo seveda elitne pokope. Zlasti recimo v piramidah, ne, tako kot so tudi v Evropi nekoč dostojanstvenike, cerkvene ali vladarje pokopavali. V cerkve se tudi pri Majih vladarje velikokrat pokopavali v templje, čeprav njihova funkcija ni bila primarna ta, ne, temveč ni bila nagrobna, torej funkcija piramide ni bila v prvi vrsti grobnica, kot je bilo to v Egiptu, temveč tempelj, ki je lahko tudi in večinoma dejansko vsebuje grobove. No, v teh roparskih izkopih najdemo keramiko velikokrat, ki nam da seveda prve podatke o kronološki pripadnosti posameznih najdišč, mest, ker se keramika pač čez čas sorazmerno hitro spreminja, lahko na osnovi stilskih značilnosti dokaj dobro določimo obdobje, v katerem je neko mesto ali manjše naselje živelo. Našli smo tudi nekaj jam. Jame so pa seveda tudi značilnost tega kraškega jukatanskega terena in kot povsod na svetu so jame bile posvečene. Po eni strani seveda zato, ker so imele praktično vrednost. V jamah je velikokrat voda in kjer je voda, je seveda življenje. In ravno zaradi tega so jame povsod po svetu ali pa praktično povsod veljale za vstop v podzemlje in za vhod v svet rodovitnosti. Tako v naših jamah velikokrat najdemo ostanke obrednih daritev, včasih tudi pokope, in to dejansko ni nič posebnega. Spomnimo se recimo, pri nas imamo prazgodovinski škocjanski depo, kjer so stoletja metali daritvene, torej obredne daritve v prazgodovini. In takih primerov bi lahko po svetu našteli še veliko. Na vseh večjih najdiščih naredimo geodetske posnetke, torej kartiramo ta najdišča s elektronskim teodolitom, s totalno postajo, tako da dobimo tridimenzionalno podobo in potem tudi rektificiramo oziroma geometriziramo strukture, ki jih vidimo ali pa mislimo, da jih vidimo, ne. Torej objektivna prezentacija so seveda izohipse, medtem ko to je že interpretacija. Na osnovi teh posnetkov pa seveda naredimo tudi digitalne modele površin, kakršne vidite na tej sliki. Gre za veliko najdišče na sami meji med Mehiko in Gvatemalo. In prav ta slika tudi dobro prikazuje značilnosti majevskih mest. Namreč mesta Majev niso bila taka, kot smo mi navajeni gledati mesta, torej strnjena naselja, ulica, zraven ulice, stavba poleg stavbe, temveč so bila sestavljena iz več arhitektonskih kompleksov, ki pa jih ločijo večji ali manjši prazni prostori, verjetno namenjeni obdelovanju, kot so ponekod analize že potrdile. Stavbe so, torej tempeljske, obredne oziroma rezidenčne, upravne, so običajno razporejene okrog večjih ali manjših trgov, kot vidite v tem primeru. Njihove funkcije, kot rečeno, so različne. To je eno manjše najdišče, ima pa skoraj 30 metrov visoko piramido
In že iz same konfiguracije lahko velikokrat tudi marsikaj vemo o kulturnih povezavah in o kronološki pripadnosti posameznih mest. Recimo na tej sliki vidite te tri manjše stavbe ali pa drugačen pogled na tem piramidalnem podstavku. To konfiguracijo imenujemo triadna skupina in je značilna za pozno predklasično obdobje, tako da že na osnovi tega vemo, da je to najdišče živelo, in keramika seveda potrjuje, da je to najdišče živelo nekje med letoma 300 pred našim štetjem in 250 našega štetja. To je še eno veliko predklasično najdišče, poimenovali smo ga Jašnoh-Kah, kar pomeni v majevskem jeziku prvo mesto. To pa zato, ker je bilo prvo veliko najdišče v sezoni 2004. Namreč to je nekako že tradicija v arheologiji Majev, da se najdišča, ki jim pač imen ne vemo, za nekatera danes že originalna imena vemo zaradi hieroglifskih napisov, ampak za mnoga ne. Tako da jih pač poimenujemo, če ni nekega lokalnega toponima, mu damo pač ime, ki je asociacija na kakšno karakteristiko najdišča ali pa na kakšen dogodek, kar se nam je zgodilo. Recimo Rupert je eno od svojih najdišč imenoval La Muñeca, kar pomeni punčka, zato ker so našli eno punčko, po drugi verziji so pa poslušali en komad, ki se je imenoval tako. Skratka, to je bilo naše. In Rupert je tudi recimo eno od svoje najdišče imenoval Ušul, kar pomeni konec, ki je bilo njegovo zadnje najdišče v sezoni leta 1934. No, mi smo tega imenovali Jašnoh-Kah. To je osrednja skupina, še digitalni model. Zopet vidite dve ogromni piramidi s triadnima skupinama. Zopet gre za predklasični čas in trgi, druge stavbe. Na tej piramidi smo našli tudi zraven roparskega izkopa ostanke stele. Stele so bili pa ploščato obdelani kamni, običajno okrašeni z reliefi in hieroglifskimi napisi, kasneje boste videli še primere, ki so stali ali pred piramidami ali na trgih in so seveda ovekovečali pomembne dogodke iz življenja vladarjev. No, v tem primeru vidite, da dobršen del stele manjka, ker je bil kar gladko odžagan. To je zgornji del in to je spodnji del. Kamen je seveda pnenec, zaradi tega je to sorazmerno enostavno in roparji se ne trudijo s tem, da bi kar cel blok kamna prenašali, temveč odžagajo tisto, kar je za njih zanimivo za prodajo, relief, in samo to odnesejo. Tako da so pustili neobdelane kose, lahko si pa predstavljamo na tem srednjem kosu, ki so ga odnesli, da pa je bil ali relief ali pa hieroglifski napis ali pa oboje. No, potem smo naslednje leto s pomočjo letalske fotografije našli še neke druge periferne skupine, tudi ogromne. Recimo ta, kot boste takoj videli po merilu, je ogromna platforma, skoraj 200 metrov dolga, 7 do 8 metrov visoka, in našli smo jo s pregledovanjem aerofotografije. In pravzaprav smo videli samo tole nekaj štrlelo iz šavja in je izgledalo, kot da je piramida na naravni vzpetini. Ko smo prišli tja, se je izkazalo, da ni nobenega naravnega hriba, temveč da je vse ogromna umetna platforma. Prav tako triadna skupina, predklasična doba, zelo zgodna, keramika je celo pokazala, da gre za čas okrog leta 500 pred našim štetjem, torej srednja predklasična doba. In iz karte, iz načrta smo ugotovili še nekaj. Torej, marsikaj se da, hočem povedati, da se marsikaj da ugotoviti brez izkopavanj. Mi nič ne izkopavamo, gre samo za površinske preglede. Celoten kompleks je astronomsko orientiran, torej solsticijsko, kot vidite na tej sliki. Za večino monumentalnih stavb Mezoamerike lahko danes zatrdimo, da so bile astronomsko orientirane, zlasti proti vzhajališčem in zahajališčem sonca na določene datume leta. In to zopet ni nič edinstvenega v zgodovini človeštva. To je bila praksa povsod v arhaičnih civilizacijah, celo krščanske cerkve, mogoče tega to ni tako znano, ampak vse do konca srednjega veka so se krščanske cerkve orientirale astronomsko. Bodisi na pravi ekvinokcij, torej ekvinokcijsko vzhajališče sonca, ali pa na solsticije, ali pa na točko na horizontu, kjer je vzhajalo sonce na dan svetnika patrona. Ampak to seveda ni nikjer zapisano in so šele arheoastronomske raziskave v zadnjih desetletjih to razkrivajo.
No, v tem primeru gre za solsticijske orientacije in prav to dejstvo zelo dobro sovpada s kronološko pripadnostjo tega arhitektonskega kompleksa. Namreč solsticijske orientacije so najzgodnejše v Mezoameriki. Zakaj? Verjetno zato, ker so solsticiji najbolj elementarne reference za orientacijo v času. Torej, sonce, če ga opazujemo z neke točke dan za dnem, se seveda vzhajališče ali zahajališče giblje po horizontu in dosega ekstreme ob solsticijih ali ob sončevih obratih, torej poletnem 22. junija ali zimskem 22. decembra. Tako da je to zelo jasna prostorska in časovna referenca za orientacijo v času. In take imamo seveda tudi v megalitskih spomenikih v zahodnji Evropi in še marsikje. Kasneje so pa bolj pogoste druge orientacije, ki markirajo druge datume, ki so bili bolj neposredno povezani s ključnimi trenutki tropskega leta, namreč s tistimi, ki so bili pomembni za poljedelstvo. Torej recimo s časom setve, začetkom deževne dobe, s časom žetve in tako naprej. No, to je tudi en tak detalj, ki ga lahko dobimo takoj že, ko skartiramo ta najdišča. Še en pogled na to Akropolo, to je centralna grupa istega najdišča Jašnohkah. Še eno najdišče Čamperiko, to smo imenovali kar po lokalnem toponimu, model. No, zanimiva stavba je tale, ti dve sporedni groblji predstavljata ostanke igrišča za obredno igro z žogo. Po vsej Mezoameriki so poznali to igro z žogo, poznali so seveda kavčuk, ki je prav tako rasel, kot še vedno raste vzdolž Mehiškega zaliva, južne obale države Chiapas in je bil tudi predmet trgovine po vsej Mezoameriki. Torej žoge so bile masivne, iz masivnega kavčuka in jih podobno igro danes še vedno igrajo na severozahodu Mehike, nimajo pa več posebej zgrajenih igrišč. No, to žogo, kako se je igralo, bom omenil kasneje v nekem reliefu. In na tem najdišču je bila tudi ena od stavb z izpostavljeno arhitekturo, ki jo vidite na sliki. Še eno veliko najdišče, sestavljeno iz dveh kompleksov arhitektonskih. To je severni kompleks s to ogromno Akropolo, vidite, da gre za stranico, ki ima približno 150 metrov, z več stavbami zgoraj, piramida okrog 30 metrov visoka in druge stavbe. Imenovali smo ga Muka-Anka, kar pomeni skrito ali pokopano mesto, zato ker pravzaprav leži zelo blizu neke vasi, 2 kilometra tam, ampak je tako prekrito s tropskim gozdom, da človek sploh ne sluti, da je mogoče da bo našel kaj tako impozantnega pod to zeleno odejo. No, to je južni del istega najdišča, ogromen trg, 2 akropoli, na sredini pa igrišče za igro z žogo. No in tu smo našli na vzhodnem delu, torej na vzhodnem pobočju te groblje, vzhodne strukture, smo našli 2 reliefa, ki sta pravzaprav sestavljala eno stopnico, ki je predstavljala dohod na to stopnišče in na teh reliefih sta predstavljena sicer že dokaj erodirana, ampak vendarle igralca za igro z žogo. Če ste pozorni, vidite, da gre za človeško figuro z nekoliko razkrečenimi nogami, ki se opira na tla z eno roko in pod trupom ima žogo, tu pa so obraza skoraj ni videti, to so pa ostanki pasnega ščitnika. Kajti, no in isto seveda v tem primeru, samo da tu leži nekako na trebuhu, ima noge skrčene vzgor, steguje se za žogo z eno roko, to je žoga in zopet zaščitni pas in pa tudi ščitnik za koleno. Zakaj ti ščitniki? Pravila mezoameriške igre z žoge so namreč velevala, da se sme žogo odbijati samo s kolki. In tako jo še vedno igrajo danes na severozahodu Mehike. Kar seveda pomeni, da so tudi nizke žoge morali dvigovati s tem, da so se metali po tleh, kar je imelo najbrž neugodne posledice za kolena in pri odbijanju seveda tudi za pasove, tako da so imeli te zaščitne priprave. Da boste bolje videli, zakaj gre, teh upodobitev je veliko, to je risba z enega zelo dobro ohranjenega reliefa z najdišča Jasčilan, kjer vidite prav tako žogo,
vladarja s temi ščitniki, ki igra proti nekemu svojemu ujetemu vladarju. Ampak to je že druga zgodba, samo da vidite, kako te zadeve izgledajo, kadar so bolje ohranjene. No, to je bil Mukankah. Blizu Mukankaha je drugo večje najdišče Los Alacranes, kjer smo našli leta 1996, in to sta bili najpomembnejši najdbi, dve steli. Najbolje ohranjeno vidite na tej sliki. Bila je v vzhodnem kompleksu, prav tako je najdišče sestavljeno iz dveh monumentalnih kompleksov. Ležala je pred eno strukturo, mi smo potem dvignili in to je tudi risba te stele. Izredno pomemben spomenik zato, ker omenja ime tega kraja, imenoval se je Buk, in to ime se je pojavljalo že prej na več najdiščih v sosednji Gvatemali, vendar ni nihče vedel, za kateri kraj gre, na katero najdišče mesto se nanaša. Zdaj je to postalo jasno. Omenjen je tudi ime vladarja, njegov rojstni dan, datum in datum njegovega ustoličenja. Zdaj, iz vsega tega se seveda vidi in iz njegovega naziva, da je bil pomemben vladar, da je bil vladar ne samo tega mesta, temveč večjega teritorija, ki ga je imelo to mesto pod svojo oblastjo, ne pa povsem neodvisen. Namreč tekst pravi, da je bil ustoličen pod pokroviteljstvom vladarja, ki ga ne znamo prebrati imena, ampak ga arbitrarno imenujejo pričevalec neba, iz Calakmula, torej iz tega mesta največjega, ki leži okrog 60 km proti zahodu. In ta pričevalec neba je ustoličil tega lokalnega vladarja leta 561 in je to prva omemba tega vladarja, ki pa je pomemben zato, ker je že naslednje leto 562, zadal odločilni udarec Tikalu, ki je bil pa vedno največji rival Calakmula. Torej, Maji, pozabil sem povedati, niso bili seveda nikoli združeni v eni sami državi. Njihova politična teritorijalna ureditev je bila še najbolj podobna nekemu sistemu mestnih držav. Edino Calakmul in Tikal sta pa dejansko v določenih obdobjih dosegla obseg, ki je bil že bliže neki teritorijalni državi, z več vazalskimi kneževinami, kakorkoli že temu rečemo. No, to je še eno drugo najdišče, Čejok Olna, imenovali smo ga tako, drevo na hiši, iz jasnega razloga. Te številne korenine objemajo to stavbo. Našli smo tudi eno stelo pred to stavbo. Pomembno najdišče je tudi to, Altar de los Reyes, model, tu imate prostor za igro z žogo, dve akropoli, vodni zbiralniki, ki so seveda to, kar nas skrbi, s čimer imamo mi probleme, so imeli tudi Maji probleme, voda je bila vedno osrednja skrb, tako da so v samih monumentalnih jedrih, urbanih jedrih velikokrat najdemo vodne zbiralnike in pa manjše zbiralnike na selbinskih conah v okolici. No, najpomembnejša najdba na tem najdišču je bil tale oltar 3, zaradi česa smo tudi najdišče tako poimenovali, namreč oltar kraljev. Kaj tu vidimo? Več tako imenovanih emblemskih glifov, ki predstavljajo imena posameznih dinastij oziroma mest, ki so bila prestolnice posameznih držav. 5 od teh mest je berljivih, torej kompletno ohranjenih, gre za Calakmul, Tikal, to je rival Calakmula, okrog 100 km južno od tega našega najdišča, Palenke, okrog 300 km jugozahodno, Ecna, približno ista razdalja severozahodno, in Motul de San José, blizu Tikala. Torej gre za to formulacijo, vedno je ista predpona, kar pomeni Kuhul Ahav ali sveti gospod. Srednji element, glavni element se pa spreminja in predstavlja ime kraja oziroma ime dinastije. To zdaj ni čisto jasno, zakaj gre. No, ta spomenik je popolnoma edinstven in je zbudil veliko pozornost, zato ker v celoti je bilo kar 13 teh emblemskih glifov, teh imen, 5 je berljivih, medtem ko se na ostalih dotlej znanih spomenikih imajo pojavljata 2, kvečjemu 4 v 2 primerih. Žal ne vemo, kakšen kongres so zdaj tam imeli, kaj se je dogajalo, zato ker tisti del teksta je uničen, omenja se 13 tronov, torej vsekakor je pa jasno, da so imeli na tem najdišču vsaj poznavanje oziroma v zavesti so bila mesta ali države tako oddaljena, kot so recimo Palenke in Ecna.
No, kako naše delo izgleda? Ja, to je pač vse je treba peljati, torej kot sem omenjal, po teh poteh se prebijamo kot gre z našimi terenskimi vozili, potem se zgodijo tudi take zadeve, ko je treba pol stvari ven vleči. Utaborimo se, kjer je pač nas doleti oziroma kjer je najbolj primerno za peš hojo. V tem vzhodnem delu smo iskali najdišče na osnovi podatkov, ki smo jih dobili od lokalnih informatorjev. Tam pač ljudje živijo in poznajo ruševine. V biosferi je bil pa že problem malo večji, ker je hitro zmanjkalo informatorjev, ki so še karkoli vedeli. Namreč ljudje, ki so pred leti še tam nabirali čikle ali drvarili, so danes že ali mrtvi ali pa tako stari, da ne morejo hoditi, težko smo jih našli in je bil ta vir informacij hitro izčrpan. Satelitske posnetke smo uporabljali, ampak na njih ni mogoče videti ničesar razen vegetacijo, dokaj dobro, kar nam seveda pomaga. Pač pa se je izkazala za izredno koristno letalska fotografija v dobrem merilu, tako da smo s stereoskopskim pregledovanjem lahko to, v zadnjih sezonah smo vsa najdišča odkrili na osnovi letalske fotografije. No in en tak primer je bil naše najdenje prav mesta Ušul, ki ga je leta 1934 odkril Karl Rupert, ampak je bilo kasneje izgubljeno. Našli smo ga na letalski fotografiji, takrat smo šli iz mesta iz Karsega do zadnje vasi San Dimas, kjer je bila voda, potem smo napredovali proti vzhodu, kar vzdolž meje med Mehiko in Gvatemalo, ki je kar 10 metrov visoka, poseka čez džunglo po enem sporedniku. Se vračali velikokrat tja, ker ni bilo na poti vode, dokaj nismo prišli do lagune El Paižban, kjer je voda bila, tako da smo lahko preselili tabor, šli naprej in potem že srečali ekipo, ki vsako leto čisti to mejo, tako da je bilo napredovanje veliko lažje. Vzdolž meje so postavljeni taki spomeniki, na levi je Mehika, na desni Gvatemala. Čistilci meje imajo tudi svoje nogometne igrišča, kar na meji, tako da žoga enkrat pade v Mehiko, drugič v Gvatemalo. Potem smo šli naprej in smo našli naše najdišče Ušul. Kako smo ga našli? Na aerofotografiji. Namreč Rupertove koordinate padajo na to območje, to je pa tako imenovani Bajo, torej ogromna nizka cona, kakršnih je veliko tu, ki se pa zaradi več tisočletne sedimentacije se v deževni dobi zamočveri. Vegetacija je izredno gosta, trnova, težko je napredovati tam in seveda popolnoma neprimerna za poselitev. Tako da smo iskali indikatorje v bližini in dejansko smo tu našli nekaj sumljivega. Poglejmo si to od bliže. Na stereo pregledovanjem se to seveda še boljše vidi, ampak ta stavba je vsekakor vidna že na tej sliki. In ko smo prišli, zagledali to prvo stelo, ki jo Rupert opisuje, smo dejansko ugotovili, da smo res v Ušulu. No, kako izgledajo te stavbe? Nekaj primerov in spomeniki, ki smo jih našli. Veliko roparskih izkopov, žal, stele so praktično vse še bile tam, to je ena od njih. Ena od teh stavb, kakršno smo videli mi in kakršno je posnel Karl Rupert pred 70 leti, kot vidite, ni kakšne bistvene razlike. Zdaj v tem osrednjem delu smo našli pred eno stavbo stelo, dobro ohranjeno, sicer v roparskem izkopu in deloma zakrito, kot vidite tu, odkopali smo jo in prikazuje vladarja. Naš epigrafik Nikolaj Grube, doktor Nikolaj Grube z Bonske univerze je prišel takoj za nami, da je stvari dokumentiral. Namreč Karl Rupert je seveda objavil te stele oziroma jih je opisal. Objavil, slikovno jih je samo nekaj. Opisi so pa zelo pomanjkljivi, ker v njegovem času so bili znani samo koledarski glifi, tekst se pa ni znal brati, tako da o tem pač nič ni pisal in tudi objavil jih ni, zaradi tega je seveda to bilo izredno pomembno odkritje tudi, ker hieroglifski teksti dajo pač prvo historično informacijo o konkretnih zadevah. In še ta pogled na strukturo 13, kakršna je danes, oziroma kakršno smo videli mi in kakršna je bila pred 70 leti, torej tu so že sledovi dejavnosti roparjev, brez tega pač ne gre. Prav tako na aerofotografiji smo našli tole manjše najdišče, ampak zanimivo zato, ker ima stele. Na vrhu piramidi, glavne piramide smo našli to dokaj poškodovano stelo,
Pred glavno stavbo pa še 3, ki so stale. Zaradi tega smo najdišče poimenovali Kanc Iba Antun, kar pomeni 4 popisani kamni. Zelo erodirane, ampak na eni strani tele stele, ene od teh stel, je pa še dobro ohranjen datum v sistemu dolgega štetja. Maji so imeli tak sistem koledarski od fiksne točke v preteklosti in ker je korelacija tega koledarja točno znana, lahko seveda te datume postavimo do dneva natančno v naš koledar. Gre za datum, ki ga vidite na sliki. Ugotovili smo, da je to najstarejši doslej znani datum na kateremkoli majevskem najdišču v Mehiki. Torej, v Gvatemali so nekoliko starejši, ampak kar zadeva mehiška majevska najdišča, smo pa podrli prejšnji rekord za 9 let. Prej je bilo 405, zdaj imamo 396. Žal pa seveda ne vemo, kaj se je takrat zgodilo, ker je tekst zelo, ves preostali tekst je močno zlizan in se ne vidi. No, še najdišče iz lanskoletne sezone, ti podatki so še v obdelavi, imenovali smo ga Huitzilac, ker je praktično povsem utrjeno, torej obdano z obzidjem, z ostanki obzidja, še na naravnem hribu izredno strateško ugodna lega in to smo naredili lani. Kako to poteka, seveda totalna postaja, čiščenje vegetacije, elektronski teodolit, prizme in pa še zadnje najdišče. Če imamo še čas, vam lahko pokažem potem zelo na hitro 10-minutni video o tem Ošpemulu. Ne vem, če je kdo videl v lanskoletnem avgustovskem National Geographicu slovenskem, je šla tudi zgodba o tem. Namreč pred zadnji 2 sezoni je financiral National Geographic Society in leta 2004 smo našli Ošpemul, eno od Rupertovih najdišč, ki je bilo tudi izgubljeno, ampak izredno pomembno. In zato je sama družba predlagala, da še enkrat zaprosim za financiranje, ker so hoteli poslati fotografa in pisateljco, da napiše zgodbo in to so res naredili. No, kako je to odkritje potekalo, bom potem ob tem filmu povedal. To je prva stela, na katero smo naleteli in ki nam je omogočila tisti heureka. Našli smo Ošpemul, zato ker jo je že Karl Rupert objavil. In še nekaj spomenikov, recimo stela 9. Zelo malo plenilskih izkopov smo na tem najdišču našli, kar je bilo izredno ugodno. Torej, ena stela je res manjkala, najmanjša, in na tejle steli 9 je opazen tale rez. In tudi od zadaj je del manjka. To je bilo pa tako rekoč edini rezultat dela plenilcev. Pa še tu so potem te neke hieroglifske bloke smo našli v bližini. No in še ena od teh stel. V južni skupini, torej Ošpemul je sestavljen iz 2 arhitektonskih kompleksov in je pa seveda pomemben, čeprav ni posebno veliko najdišče, je pa izredno pomemben zato, ker je očitno prevzel vlogo, ki jo je imel nekoč Calakmul. Namreč Calakmul, kot sem omenjal, je porazil Tikal leta 562. In po tistem je Tikal živel tako rekoč v temi 2. stoletje. Usoda pa se je seveda preobrnila konec 7. stoletja, ko je Tikal zadal odločilni udarec Calakmulu, od katerega se Calakmul nikoli več ni opomogel. Ampak je takrat, kot da je Ošpemul prevzel to vlogo, namreč vsi datumi, ki jih najdemo na teh stelah, so iz obdobja 100 let, od 731 do 830 in obenem uporablja isto ime, kot je uporabljal nekoč Calakmul za svoje mesto. Tako da vse kaže, da so se oni imeli za naslednike nekdaj mogočnega Calakmula. No, to bi bilo tu in vam na hitro še zavrtim tale video, ki je pa prav o našem najdenju Ošpemula. To je, jaz se opravičujem, stvar je seveda amaterska. To je kolega iz Mehike, absolvent arheologije, je to
je bil zadolžen za snemanje. Mislim, da se je dobro potrudil, ko je to sestavil, ampak posnetki so pa seveda amaterski. Tako da nekoliko tolerance. Njega kličemo vaquero, kar bi bilo po slovensko kavboj. Tega si je dal tudi ta emblem. Naredil je tako v stilu National Geographica, ki je bila pač sezona financirana od National Geographic družbe. Torej, mi smo našli Ošpemulj leta 2004. Takrat je bil eden od naših sodelavcev, kolega iz Avtonomne univerze v Campečeju. In je rekel, pa saj mi smo že našli Ošpemulj pred par leti. Ampak je plan, Rupertov plan je zrcalno obrnjen, je rekel. Sem rekel, kaj pa stele, tam je 19 stel, 18 oltarjev, je rekel, nič nismo našli, ničesa. Ampak če greš ga pogledati, rekel, pa pojmo pogledati. To je od ceste, ki vodi v Kalakmul, Kalakmul je danes odprt za publiko, od ceste je proti vzhodu. Na tej cesti je kovinski stolp, ki ga uporabljajo nadzorniki biosfere, in iz tega stolpa se vidi piramida kakšnih 5-6 kilometrov daleč. No, tja sva se po neki stezi tudi prebila z Raimundom, s kolegom z Campečeja. In ko sva prišla pa tja, pa sva se povzpela na najvišjo piramido in potem spodaj in bolj ko sva gledala, bolj sva ugotavljala, da vendar ta plan v ničemer ne ustreza, oziroma da resničnost v ničemer ne ustreza Rupertovemu planu. Tako da je pol sam Raimundo konec koncev priznal, da pač takrat so bili zelo na hitro, da se mu je zdelo, da piramida ima neki prizidek tako, medtem ko je na Rupertovi karti tako, in je kar zaključil, da je to Ošpemulj in da je zrcalno obrnjen. No, kasneje smo ugotovili, da je to pravzaprav najdišče Dos Aguadas, ki ga je nekdo, neki študent že obdelal za diplomsko nalogo, ampak ga pa ni nikoli objavil. Seveda je bilo pol vprašanje, kje pa je pol Ošpemulj. Koordinate so padle tam v blizu, ampak v neki baho, torej v tisto močvirno območje, nemogoče, da bi bilo tam. Tako da sva z glavne piramide poskušala najti indikatorje v pokrajini, na vzpetinah. Običajno so na vzvišenih terenih majevska mesta. Ja, to je dal Kalakmul, tretji del. Moram reči, da prvega in drugega še nismo videli, še ni naredil. Ošpemulj. No, to je zdaj slika centralnega dela, torej lokacija, kje tam Ošpemulj je. Bom pol. Komentarji so v španščini. In to sta ta dva kompleksa Ošpemulja, ki jih je že Rupert objavil.
To je tista piramida, ki se vidi z ceste, če se povzpnemo na ta kovinski stolp, ki ga uporabljajo nadzorniki biosfere in za katero so mislili, da je ošpemulj. No, ko smo ugotovili, da to ni ošpemulj, je bilo seveda ostalo vprašanje, kje pa potem je. In smo z te najvišje piramide skušali razpoznati kaj v okolici, kar bi kakšne izbokline, ne? Ker večje strukture se seveda, če tudi so preraščene, se običajno vidijo, da štrlijo iz. No, to je ta stolp, to je zdaj pogled proti zahodu, stolp tam mimo gre cesta, ki vodi v Calakmul proti jugu. Komaj viden je tam okrog 20 km daleč Calakmul, tiste bele pike, to so stavbe, najvišje piramide, ki so restaurirane. In sicer na teh kucljih so posamezni manjši kuclji, ampak najbolj sumljivo je pa izgledalo to, kar smo videli proti vzhodu. Namreč na tem hribu je bilo pa kar jasno vidno, da gre za večje strukture. Tako da sem vzel seveda našel ta hrib na kartografiji, določil koordinate in potem smo z GPS-om šli. Samo vmes je bil 5 km širok baho, izredno gosta trnova vegetacija, tako da smo rabili 2 dni, da smo prišli do tja. In vračali smo se v tabor, kjer je bila torej do neke Aguade, do jezerca. Ko smo pa prišli, nas je pa seveda čakalo presenečenje. Tam se je Sirjako, naš delavec najboljši, povzpel na prvo piramido, ki smo jo videli, in je rekel, ampak proti severu je pa še ena večja. Sem rekel, pa je pa to najbrž tista južna, če je pa južna in če je to ošpemulj, mora biti na vzhodni strani Stela. In to je v 5. popoldne, smo bili čisti izčrpani in se prebijeva tja in tam je bila Stela. Izredno neprimerno območje je bilo to. Vegetacija je čudna, nič pametnega lesa ni tam, teh dreves, sapote zelo malo, tako da so naši lokalni delavci rekli, tu nobeden ni hodil niti najmanj 30 let. Zaradi tega seveda je bil tudi tako izredno malo izropan. Vsi ti roparski, 3 roparske izkope smo našli in to je bilo vse staro, torej 40-50 let nazaj. Napisi pa seveda izredno dobro ohranjeni, zaradi česar sem se jaz ustrašil, pač delavci so tam zdaj videli, da tam nekaj je, ne, in bi lahko se raznesel glas in bi seveda potem bilo to izropane, tako da smo hitro organizirali dokumentacijo. Takrat naš epigrafik Nikolaj Grube ni mogel priti, tako da sem na hitro, urgentno sem dobil nekoga iz ZDA, Huberta Robišoja, tako da so potem bili tam 2 tedna, kar je bil poseben projekt, ker je bilo 15 ljudi je bilo samo zadolženih za oskrbo, ker je bilo treba vodo prenašati, hrano prenašati, vse tja, ker ni bilo nič nobene vode na licu mesta. Tako da smo imeli enega, Raimundo je bil na cesti z satelitskim telefonom, tam je nabavljal, pošiljal eno grupo ljudi do srede poti, tam je bila ena Aguada in potem druga skupina je prenašala zadeve na samo v Ošpemulj. Obvestili smo tudi vojsko, ki je izredno učinkovita, vsaj v mojem primeru so
so takoj začeli patrolirati. Enkrat so še nas ustavili, smo šele po 10 minutah ugotovili, da smo pravzaprav mi tisti, za kateri so oni tam. Ne. Napisi izredno zanimivi, imamo imena že vladarjev iz tistih 100 let, 2 ali 3, če se ne motim, omenjen je neki obisk iz Tikala in podobne zadeve. Torej gre za takojšnjo zgodovino, ne? Čeprav je tudi ta majevska zgodovina, kot je rekla recimo arheologinja Joyce Marcus, seveda ni Washington Post, gre velikokrat za politično propagando, ampak vendarle gre za dogodke, ki so do precejšnje mere zgodovinski. Ne? Čeprav seveda samo dinastični, nobenega govora ni o kmetovanju, o ničemer, razen o eliti, ne? O vojnah, o ustoličenih, o zajetjih pomembnih ujetnikov in podobno. Kuhno smo imeli kar na sredi glavnega trga. Ta stela je edina, ki je ni več, tam manjka, to so odnesli. To je pogled z najvišje piramide, strukture 9, ki ima spredaj te 4 stele postavljene. No, samo še nekaj slik. Torej, na stelah so, kot je sicer običajno, predstavljeni vladarji, posamezni vladarji, ki so bili seveda tudi odgovorni za gradnjo stavb, pred katerimi stojijo njihove stele. Zanimivo za Ošpemulj je tudi, da imajo mnogi ti vladarji, seveda se pojavljajo njihova imena, ampak imajo maske božanstva, kar ni vedno, kar je drugod manj običajno. Nekateri so, recimo v tem primeru vidite, da gre za groteskno masko, ki jo ima ta oseba na glavi. Za dokumentacijo je še vedno najbolj primerna risba ob pravi osvetlitvi, recimo od strani se da marsikaj razbrati, tudi kadar na prvi pogled zgleda, da so stele zelo erodirane. No, tudi ta groteskna maska, ki jo ima vladar. In teksti izredno dobro ohranjeni. Na večini teh stel in oltarjev, torej cilindrični ali kvadratni oltarji, so zelo dobro ohranjeni napisi.
in pa seveda tudi to, kar ni zopet nič novega pod soncem, vladar tlači ujetnika. Nekoč, še pred par desetletji, je veljala zelo idealizirana slika o Majih. So zapisali tudi znani raziskovalci, češ da Maji so bili popolnoma drugačni od Asircev, Babiloncev, Rimljanov. In je veljalo mnenje med strokovnjaki, da so bili pravzaprav ljudstvo miroljubnih poljedelcev, ki jim je vladala poduhovljena elita, ki jo je zanimala samo astronomija, religija, povečevanje duha in podobno. No, odkar se berejo napisi, zlasti od 60 let naprej, je seveda jasno, da se Maji niso v ničemer bistvenem razlikovali od kakšne druge stare civilizacije. Tudi tu je bilo vojna, ujetniki, mučenje, žrtvovanja, skratka, homo sapiens. Ja, jaz se vam najlepše zahvaljujem za pozornost, upam, da nisem bil predolg, če pa ima kdo kakšno vprašanje, pa seveda sem z veseljem na voljo. Izvoli. Jaz mislim, da govorimo v imenu vseh, če rečem, da smo slišali izjemno zanimivo predavanje. Ker pa jaz kolega Šprajca že kar nekaj časa poznam in ker sem nekaj takega, priznam, pričakoval, sem maksimalno skrajšal svoj uvod, kot ste lahko videli. Po drugi strani sem si pa današnji večer nekoliko drugače zamislil. Želel sem, da v najinem pogovoru, ki običajno sledi, nekoliko rekonstruirava tvojo pot do tega trenutka, ker zdaj na nek način smo videli rezultat. Mislim pa, da bo marsikoga med kolegicami in kolegi zanimalo, kako nekdo iz Slovenije, rojen si v Mariboru, pride na ta konec, kako se odloči za takšno raziskovanje in tako naprej. In zdaj, da ne bi bila predolga zopet na ta način, torej, končal si osnovno izobraževanje, to pomeni do diplome v Ljubljani in potem se je zgodilo nekaj. Potem sem zaprosil za izmenjavo podiplomsko in iskal, zanimale me seveda ameriške predšpanske kulture so me zanimale in se je pojavila ta možnost preko Zamtesa takrat, še v Jugoslaviji, za izmenjavo študentov za 1 leto. V Mehiki so mi rekli, da če pa vpišem magisterij, da mi še naprej podaljšajo štipendijo, sem pisal magisterij, magistriral, kasneje dobil službo, doktoriral na Univerzi avtonomne Mehiški. In tako je bilo to. In potem me je znanstveno-raziskovalni center blagohotno sprejel. Tako hitro ne bi korakali naprej. Jaz mislim, da je vmes še potrebno vprašati, kdaj pa človek pride na teren. Mi običajno vemo, človek magistrira, doktorira, ne verjamem, da kar nekdo pride pa reče, ti si talentiran, zato ti bomo dali sredstva, da lahko greš in raziskuješ. Kako si prišel na teren, kako si se spoznal s terenskim delom? No, prvi tereni so bili že nekaj s tistimi skromnimi sredstvi v času štipendije, kar ni bilo ne vem kaj terena, dokler sem še delal magisterij. Kasneje je bilo pa že v okviru službe, torej delal sem na Nacionalnem inštitutu za antropologijo in zgodovino, ki je seveda zvezna institucija, ogromna in ima razne podružnice. Jaz sem delal na oddelku za delimitacijo in register, delimitacijo najdišč in register zbirk, predvsem na področju delimitacije. To je pomenilo, da mi posnamemo, kartiramo najdišča, ki bodo predlagana za predsedniški dekret kot zaščitene cone. In tam je bilo veliko terena, kjer sem lahko svoje stvari zraven počel. Sem in tja se je dobilo tudi kakšno financiranje od tamkajšnjega inštituta za teren. In tole se je začelo pa prav v okviru tega vladnega, šlo je za eno spremembo enega ustavnega člena, zadružna zemljišča se lahko privatizirajo, torej dediščina revolucije zdaj ni bila več tako sveta kot nekoč. In za ta namen je bilo treba pregledati nekatera območja, poseljena območja, ki pa niso bila dovolj znana z arheološkega vidika.
ker seveda, ko so tereni privatni, se stvar zakomplicira. Eno od teh območij je bil ta jugovzhodni del države Campeche, kjer sem omenil, da je redko poseljen v zadnjih nekaj desetletij. In sem se seveda javil, če pa denar je, pa grem jaz v to. Tako se je začelo. Prvi 2 sezoni so oni financirali, Nacionalni inštitut za antropologijo in zgodovino v Mehiki. Kasneje, ko sem bil pa že pri nas, sem pa seveda bil že nekoliko zastrupljen s tem in sem iskal financiranje še pri drugih fundacijah. Ja, in tu prijemo do atraktivne ponudbe ZRC-a, ki se ji nisi mogel odpreti in si prišel nazaj iz Mehike v Slovenijo in začel hoditi v Sloveniji na teren. Ja. In vmes, če se prav spomnim, upravil 7 terenov. Vmes je išlo 5 tvojih knjig in zadnja izmed njih je tudi ta, ki jo jaz tukaj držim. To je poročilo, ki je išlo, mogoče lahko več o tem poveš ti. Pravkar, mislim, to je zdaj pač izčrpna predstavitev vseh podatkov in interpretacij, do katerih smo prišli doslej na osnovi vsega zbranega gradiva v 6 arheoloških sezonah. Torej, to, kar sem danes govoril, edino, kar ni vključeno, je ta zadnja lanskoletna, ker so pač zadeve še obdelavi. Išlo je v Angliji, pri British Archaeological Reports, znana serija. In vmes je prišlo tudi to tesno sodelovanje z National Geographic, ki se je na nek način izteklo tudi v objavi v slovenski izdaji. Čeprav, če se prav spomnim, oni so poslali tja avtorico in fotografa z namenom, da bi celo zgodbo objavili v generalni ediciji. Ja, tako si predstavljam, ne vem, zakaj bi za tak, ne. In dejansko so plačali njih in meni financirali celo sezono, še enkrat, jaz sem dal celo malo večji predračun in sem dobil točno to, kar sem prosil, ne. Tako da očitno imajo pač toliko gradiva, da jim tak strošek ne predstavlja posebnega problema, tudi če kasneje tega ne izkoristijo za objavo v centralni reviji. No, mi smo seveda več kot zadovoljni z objavo tudi v tej ediciji. Ja. Zdaj pa mogoče skok v vsebino tega in končal si z besedami, da so bili Maji približno isti v svojem značaju, obnašanju, navadah kot vsa druga ljudstva, ne? In tukaj seveda hitro se spomnimo pred filma, posnetega pred 2 letoma, ne? Mel Gibson je posnel, ne vem, verjetno ste mnogi od vas videli film Apokalipto, ki pa je potem naletel na mnoge kritike, med drugim tudi tvojo, češ da tukaj pa zadeva mogoče predstavlja nekoliko preveč brutalno. Torej, kje je zdaj ta resnica? Ali so bili Maji vendarle nekoliko bolj miroljubni, kot jih pokaže Mel Gibson, ali kaj? No, Mel Gibson pokaže samo brutalnost, ne. Mislim, da je glavni problem filma v tem, ali pa če najprej rečemo tisto, kar mu lahko priznamo kot kvaliteto, gotovo dejstvo, da je dal jukateški jezik vsem v usta, ne, je drzno, po moje nezaslišano, da morajo Američani brati podnapise, ne, v Ameriki, ja. Ali pa recimo, da ni uporabil znanih igralcev za svoj film, ne, na to se ni zanašal. Ampak efekt je pa vsekakor negativen. Res je, prvič imamo tam neko enklavo romantičnih lovcev, ne, ki jih ogrožajo tisti iz mesta. Pustimo to, da je to nemogoča scena, torej nemogoče si je zamisliti, da bi v času Majev živela neka enklava lovcev, ki nič ne ve o mestih in da ne bi nikoli videla mesta. Vsi so bili podrejeni nekaj, vsi so bili poljedelska ljudstva, ni bilo, ne, toliko je že raziskana ta regija. Oboji govorijo jezik Maja, jukateški, ampak dejansko pa prepoznamo kot Maje samo te, ki so iz mest, ne, ki prihajajo, napadalci, ki pridejo iz mesta, ampak oni so pa brez izjeme prikazani kot sadistični morilci, ki se naslajajo ob žrtvovanju kasneje in tudi tako naprej, ne. In to je pa seveda, to je pa tisti negativni efekt, ki ga ima film. Ali so bili Maji res taki? Ja, seveda so tudi žrtvovali, ampak so pa nemogoče scene, recimo tisto, ko se glavni junak prebija tam čez gomilo trupel, ta scena nas lahko spominja edino na Auschwitz, na holokaust, ne pa na Maje. To bi bilo še za Azteke žaljivo, čeprav so imeli več množičnih žrtev. Tudi Maji so imeli masivne žrtve, ampak kar tam stotine,
To je gotovo. Zraven pa koruzno polje. Ne. In še kup takih stvari je. Da ne govorimo o anahronizmih, ne, ki jih je polno, zdaj, če to koga zanima lahko. Ampak glavni problem je to, da seveda mogoče je imel Mel Gibson namen pokazati, kako lahko neka civilizacija se sesuje oziroma je uničena, če se sama izpridi. Ne. Ampak mislim, da za tako zgodbo človek naredi film, kot je Vojna zvezd, recimo, ali pa nekaj fantastičnega. Ne postavi se pa take zgodbe v zelo konkreten zgodovinski kontekst, kot je Kultura Majev. Ne. Ker s tem se pač hote ali ne hote zelo konkretno očrni ali predstavi kot negativno konkretno zgodovinsko civilizacijo. In je seveda razumljivo, da so gvatemalski indijanci, pa tudi v Mehiki, so znoreli. Ne. Tako da je imel celo Richard Hansen, ne, ki je bil glavni arheolog, konzultant Mela Gibsona, potem probleme, ker dela v Gvatemali se je moral pač zelo javno opravičiti, da pač ne, kako se je zmazal, pa skratka so mu že skoraj hoteli prepovedati delo v Gvatemali. To je razumljivo. Ne. Zlasti je razumljiva ta reakcija strani gvatemalskih domorodnih skupin, če se spomnimo, da se je tam šele pred kakimi 10 leti nehala ta državljanska vojna, katere pravzaprav genocid, ne, nad indijanskim prebivalstvom, tako da je to negativni prikaz predšpanske majevske civilizacije, se lahko kaj hitro sprevrže v negativno karakterizacijo tudi njihovih današnjih potomcev in s tem od tam je pa seveda tam samo še korak do opravičevanja celo genocida. Ne. Tako da z tega vidika je seveda film zelo negativen. In film je tako mogočen medij, da bo verjetno ta slika o Majih ostala še dolgo. Ne. Mene ljudje sprašujejo, a so bili res taki? Ja, niso bili čisto taki. Ne. Prav, zdaj pa preden te čisto jaz uzurpiram, še mogoče kakšno vprašanje. Ja, prosim. Vas prosil, če mi lahko pojasnite, kako so premikali tisto kamnje težko, ali pa mislim, s kakšno tehniko? Z vzvodi se naredi marsikaj. Ne? Ne, s teleportacijo, mislim, da niso imeli kakšna druga znanja. Nobenih dokazov o tem nimam. Vsekakor so pa hujši primeri tehnologije, ki je potrebna za premikanje kamnov, Peru, Egipt, tam so težji bloki. Mislim, tudi to so dela, ki so vsekakor spoštovanja vredna, ampak če zdaj primerjamo tehnološke napore in trike, ki so potrebni za premikanje težkih kamnov, potem je gotovo večji problem trdnjava Sacsayhuaman v Peruju ali pa Keopsova piramida. To ni pojasnjeno, še zmeraj ne, mislim, kako to se da, ni noben problem. Vzvodi, valjčki, rampe, pesek. Razen tega, apnenec je lokalen. Maji niso skoraj nikoli morali kaj daleč prenašati. Večji problem je bil s temi bazaltnimi glavami od Mekov, recimo, ki so jih pa par 100 kilometrov morali prepeljati, ampak so zopet tam pa reke in to ni bil problem. Hvala. Še kakšno vprašanje? Jaz sem bral to delo Boruta Koruna, Kača in Jaguar, ne. Jaz mislim, da vas tam tudi osebno omenja, ne, po imenu, po priimku sicer ne. Zanimive so te njegove trditve o teh verstvih Majev, ne, ki so dost avtentične, če se ne motim, ne, in dost drzne. Ne. Ena od njih, ki je podobna tudi inkovski tezi, da so Maji poznali belega boga, ki naj bi napovedoval prihod Špancev. Ne. Ko so se srečali s prvimi Španci, so jih baje razrezali žive in iz njih vzeli srce in jih truplo pojedli. Mislim, da to Borut Korun omenja, ne vem, koliko je to res, ne, ampak mislim, da je to šlo za neko maščevanje nad prihodom belega človeka v Južno Ameriko. In ali obstajajo kakšne raziskave o vplivih verovanj med Inki in pa Maji? O medsebojnih vplivih? Medsebojnih vplivih, čeprav geografsko so bili zelo daleč, ne, so bili pa neki sočasniki. Dobro, zdaj ste načeli več vprašanj. In koliko je to delo, recimo Boruta Koruna, avtentično, ker mislim, da določene stvari dost natančno opisuje, ne. On je tudi potoval po tem Yucatanu
in nekatere stvari zelo natančno opisuje. Vi verjetno to bolj Jaz sem to poznate pred kot sam. leti bral, zdaj se vseh detajlov ne spomnim, Borota poznam in on seveda se tega resno, se teh zadev loti, tako da mislim, kakšnih hujših napak gotovo ni. Zdaj, on bolj postavlja te uganke tudi, ne, ki še vedno burijo marsikoga. Zdaj, kar zadeva kontakte med Perujem in Mezoameriko, tega ni, vsaj nič dokazanega ni. Nekaj darov iz Kostarike je bilo na severu polotoka Jukatana najdenega, ampak tudi to ne vemo, je kdo prišel romar iz Kostarike ali je bilo šlo za trgovino. Ne. In kontakti so bili med Perujem in Zahodno Mehiko, torej deloma očitno ja, ker so tudi lingvistične skupine podobne, ampak gre samo za Zahodno Mehiko in za Peru. Kar zadeva pa tisto, kar ste omenili, žrtvovanje z ekstrakcijo srca, to je ena stvar, ki je niso aplicirali samo na Špance, temveč je bil to najbolj običajen način žrtvovanja v Mezoameriki sploh, ne samo pri Majih. Beli bog, o Majih ne vemo nič, da bi poznali kakšnega belega boga, Azteki so pa imeli legendo o nekem bogu, o tistem, da je bil bel, se nič ne omenja, menda je nosil bela oblačila, tako da to so bolj reinterpretacije kasnejših avtorjev. To, da je bil bel, se pojavlja šele v 18. stoletju, nekje Torquemada piše to. In iz tega seveda danes ljudje izvajajo vse sorte, ne? Da je bil to sveti Tomaž in sveti Patrik in nobenih dokazov ni za kakšne medoceanske, prekooceanske kontakte, kar seveda ni nemogoče. Nikakor pa ne za prenašanje nekih kulturnih prvin oziroma za presajanje kulture iz starega sveta v novi svet, ne? Ker to je tudi sociološki problem. Zamislite si, da so tam neka skupina lovcev nabiralcev in pride skupina z neke ladje in zdaj one začnejo učiti, da morajo piramide zidati. Mislim se, kdo jih bo pa upošteval, ne? To je en problem, drugi so pa kronološki razmaki, nobenih dokazov ni. Hvala. Še kakšno vprašanje? Hvala. Mene pa zanima, večina ljudi, recimo, ko jim omeniš Maje, ne, takoj pomisli na majski koledar ali pa majske piramide. Mene pa zanima, zanimivo mi je bilo, ko ste rekli, da niso bili toliko med sabo povezani, ne, ampak da so vedeli približno, tam so, ne, pa to. Kako so lahko imeli enotno štetje časa, če v bistvu niso bili? Politično niso bili povezani. Je pa veljalo neki, kaj bi to rekli, kot neki koine, nekoč v Grčiji. So bile tudi države, ampak je enotna grška kultura. Ne? Čeprav so bili Šparta, Atene in vemo, da so bili v sporih med seboj, ampak je pa obstajala neka kulturna enotnost, vsekakor. Pisava se pojavi že med Olmeki prvič. Ne? Tudi koledar, ta koledar, ki ga Maji kasneje razvijajo v to posebno varianto dolgega štetja, so že se pri Olmekih pojavi. Ne? Najstarejši znani datum je iz leta 36 pred našim štetjem. Tako da ena stvar je kultura, kulturna enotnost, druga je pa politična. Ne? Gre za dva aspekta. Sigurno so le povezave, trgovina, ne samo med Maji, temveč vemo recimo žad. Žad se najde po celotnem polotoku Jukatana do skrajnega severa, do osrednje Mehike. Čeprav so edina naravna ležišča žada v vzhodni Gvatemali, v dolini reke Motagua. To je samo en primer za, ali pa kakao, recimo, ne. To so samo dva primera za izredno intenzivno trgovino, ki je povezovala vsa območja Mezoamerike. Dokler... Ja, omenjali ste, da vi, ko prijete tja, naredite v glavnem posnetek stanja. Lahko malo glasneje. Pardon. Ko prijete tja, naredite v glavnem posnetek stanja, kakšnih posebnih izkopavanj in tako naprej. Zanima me, kaj se zgodi potem, ne, ko vi greste, kaj se dogaja, koliko časa traja in kakšen je pravzaprav odnos Mehika do teh nahajališč. V največ primerih se ne zgodi nič, ker je pač teh najdišč toliko, da je nemogoče, da bi se zdaj kar takoj nekaj zgodilo. Naš namen je seveda, da dokumentiramo vse tisto, kar je vidno na površini in to, kar je najbolj ogroženo zaradi plenilcev. In to so recimo hieroglifski napisi, večje stavbe in tako naprej. Ampak v dveh primerih, ravno v Ošpemulu in v Šulu, že tečeta dva projekta. V Ošpemulu dela avtonomna univerza iz Kampečija
in v šolo delajo kolegi iz Univerze v Bonnu, začeli so lani. Tako da naše delo je seveda začetek, mi šele povemo, kje je in kaj je. Ne? Lociramo, damo prve karakteristike in potem je pa seveda na drugih raziskovalcih, kjerkoli po svetu, ko se to objavi, da lahko prijavijo projekte mikroregij ali osredotočenja na eno samo najdišče, na izkopavanje in tako naprej. Ne? Jaz mislim, da bi tu bilo na mestu še vprašanje, kje pa končajo te ukradeni artefakti. Zdaj, se spomnim, British Museum ima nekaj stel, verjetno še kakšno od teh velikih. Prvič, ali so zdaj to stele, ki jih je nekdo nekoč tam odtujil, pa so jih potem na nekem trgu kupili ti muzeji, ali so to posledica nekih izkopavanj in kam pa te, ki ukradejo to, pa verjetno na nekem črnem trgu prodajo, kam to prodajo. Ja, to, kar si omenil najprej, te iz British Museuma, to so seveda spomeniki, ki so prišli že v 19. stoletju ali pa v zgodnjem 20. Ki so jih prepeljali prvi popotniki, raziskovalci in tako naprej. In seveda za tiste lahko celo rečemo še dobro, da so jih odpeljali, ker mogoče ne vemo, kaj bi se z njimi zgodilo, ne, v tem turbulentnem obdobju mehiške revolucije in tako naprej. Seveda pa ima Mehika že od 30 let zakon, ki prepoveduje iznos teh. Za te spomenike, ki so v British Museumu, ti so prišli v tistem času, ko pač tega zakona ni bilo. Odkar pa je, pa seveda je vsak tak iznos nelegalen. In kam to, zaradi tega gre za črni trg. Kje to največkrat konča? Ja, na Sothebyju, ne, ali pa celo Metropolitan Museum v New Yorku, na dražbah. Kako pa se to lahko proda? Ja, običajno oni, tisti, ki to prodajo, nekako skušajo dokazati, da so stvar podedovali od kakšne babice, ki je dobila to še v tistem času, prednje je bila sprejeta zakonodaja. Tudi z tega vidika je naše delo pomembno in podobna dela, kot je naše, ker se je že več primerih zgodilo, ne, da je nekdo navajal, da je to dediščina, ne vem, iz leta 16, ne, pa so mu potem rekli, hopa, leta 2000 je bilo to še na terenu, ne, ker je bila slika, ker je nekdo fotografiral. Iz tega vidika je tudi naše delo pomembno, ker seveda nekdo si težko, če to delo pozna, tega ne bo naredil, če ga pa ne pozna, ga pa lahko tam dobijo. Ne. So pa, ne vem, no, cene teh polikromnih krožnikov, recimo na Sothebyju, kolikor vem, pridejo od 20,000 do 30,000 dolarjev, ne, končne cene. Ne vidim nobenega vprašanja, zato bom vmes postavil še enega. In sicer v Sloveniji se večkrat sliši, glede na to, da je malo denarja za raziskovanje, zakaj bi mi hodili ven raziskovati in zakaj bi se to z našim denarjem financirajo, ko pač ga ni zadosti za stvari, ki so za narediti tukaj. Ne? Kar je zanimivo, nikoli se namreč nihče ne vpraša, a bi kakšnemu kemiku dal denar za nek projekt, pa čeprav vsi kemiki po svetu raziskujejo zelo podobne stvari, da o fizikih niti ne govorimo. Ne? Pri humanistih se pa zelo pogosto ali skoraj vedno pojavlja to vprašanje, zakaj bi mi raziskovali tuje kulture in kako bi jim ti z parimi stavki na ta kvazi argument odgovoril. Ja, jaz mislim, da je res kvazi argument, ja. Mislim, da znanost pač ni nacionalno omejena, ne. Pomembno je, kdo, če je karkoli nacionalno pomembno, mislim, da bi naj bilo pomembno, kdo nekaj raziskuje, ne pa ali je tema nacionalno omejena, ne. Če se že s čim hvalimo ali karkoli bi moralo biti to, ne. Drugo pa je verjetno to še pomembnejše, je pa, seveda je nacionalni vidik pri humanističnih vedah, družboslovju gotovo najpomembnejši za vsako nacijo, za vsako skupino ljudi, ki deli neko kulturo, način življenja. Ampak jaz sem prepričan, da tudi lastnega načina življenja, svoje kulture ne znamo pravilno ovrednotiti, če ne poznamo drugačnosti. Če ni tega komparativnega vidika, seveda potem ostanemo v nekem vrtičkarskem
krogu, ali smo samo zadovoljni, ali smo preveč avtokritični, nobena stvar ni dobra. To je to. Druga stvar je pa seveda, da nam spoznavanje drugačnosti omogoča tudi po eni strani, da vidimo, da je človekovo bistvo povsod enako. Po drugi strani pa lahko tudi razumemo, zakaj vendarle obstajajo kulturne razlike med posameznimi ljudstvi, ker imamo pač različne zgodovinske poti, različne trajektorije, ki v različnih okoliščinah vendarle pripeljejo do nekoliko različnih rezultatov, ne glede na skupno bistvo homo sapiensa. Ne? In če se tega zavedamo, in to je, mislim, pa v današnjem svetu zelo pomembno vprašanje, bomo pa vendarle nekoliko tudi bolj tolerantni do drugačnosti v današnjem svetu, kar je pomemben vidik, če se gremo globalizacijo. Ne vem. Ja, zelo dobro, vsaj zame. Prav, ne vidim več dodatnih rok, zato bom počasi, še ena je. Mene se zanima, kaj pa za ton? Vem, da ob prihodu Špancev so bili maji za žatonov, ne? Kako? Malo glasnejše. Zaton kulture. Zaton? Ja, kako? Ja. Teorije je več, neko teorije več. Samo ob prihodu Špancev jih pač ni nisem bilo. imel časa omeniti, ja. Klasični propad, to mislite, ne? Velikrat, ja, to je tudi tipično vprašanje. Zakaj so Maji propadli? Maji niso propadli, Maji so še vedno tam, živijo, govorijo jezike, še vedno se govori skoraj 30 majevskih jezikov. Ko govorimo o propadu, verjetno ljudje se nanašajo na klasični propad kulture Majev. To je tisti propad, do katerega je prišlo v 9. 10. stoletju našega štetja, ampak do tega je prišlo samo v osrednjih in južnih nižavjih polotoka Jukatana. Tam je res, torej to območje, na katerem mi delamo, je bilo v 9. 10. stoletju praktično izpraznjeno. Sem so prišli Španci, prvi misionarji v 17. stoletju in so dejansko naleteli samo na izolirane, majhne skupine poljedelcev, vasi, praktično egalitarne skupine, torej z zelo redkimi sledovi nekdanjega blišča. Skoraj izpraznjeno, ampak to je bilo samo to osrednja in južna nižavja. Ves severni del polotoka je živel naprej in doživel celo ponoven razcvet, tam imamo ta bleščeča mesta Uxmal, Chichen Itza in tako naprej. In seveda Gvatemalsko višavje, kjer kultura Majev živi naprej in se seveda spopadajo te države tudi Španci. Tako da ne moramo nikakor govoriti o nekem generalnem propadu kulture Majev, temveč samo v tem konec klasičnega obdobja v centralnih in južnih nižavjih. Zakaj pa do tega prišlo? Najverjetneje je bil prvi vzrok sprememba klime, zato ker to je danes že jasno, zaradi raziskav sedimentov v jezerih, palinoloških raziskav, da so od 6. stoletja naprej je prišlo do vedno daljših sušnih obdobij. In tu si moramo predstavljati, da celotno to naše območje je bilo izredno gosto poseljeno, veliko bolj gosto, kot je danes. Ne? Mi imamo teh najdišč ogromno, to ste videli že sami, in ta poseljenost je tako razpršena, da je bila izredna gostota prebivalstva. Torej si lahko predstavljamo, da če je prišlo do teh naravnih kriz, elita je seveda še vedno zahtevala isto zase, medtem ko polja niso več oplodila toliko kot nekoč. To je seveda sprožilo verižno reakcijo. Na eni strani so tisto, česar niso mogli pridelati doma, so skušali vzeti pri sosedih. Dejansko imamo v pozni klasiki sledove vedno več militarizacije, intenzivne vojne, politična razdrobljenost, balkanizacija pri Majih, kot velikokrat rečejo tudi raziskovalci. Ne? To so bile vojne, že s tem so se velikokrat uničevali. Lahko je prišlo gotovo je prišlo potem tudi do socialnih nemirov, do revolucije, pa ni nujno, da povsod naenkrat. Zamislite si, da je samo ena država propadla. Če je prišlo do revolucije, se seveda sesul sistem. Na egalitarni način, egalitarna družba v teh razmerah ni mogla preživeti, saj ne tako številčna. Ne?
zato ker je bilo treba kontrolirati vodne vire, intenzivno poljedelstvo, za vsa ta dela je potrebna centralna oblast države. Če države ni več, pa kakorkoli že je izkoriščevalska, se sistem sesuje in pride do drastičnega demografskega upada. Če je na ta način propadla samo ena država, so se seveda bile pretrgane tudi trgovske vezi, ki so mogoče prej potekale med eno državo in drugo čez teritorij te zdaj propadle države. S tem je bila seveda prizadeta ena država sosedna, na drugem koncu ni več prihajala hrana ali kakršnekoli druge zadeve, tudi elitni predmeti, ki so bili seveda pomembni za vzdrževanje statusa in tako naprej. No. Mislim, da je bil, ali pa to je zdaj, konsenza ni, moram biti pošten, ampak je pa zelo močno mnenje med raziskovalci, da je bil prvi vzrok klimatske spremembe, ki so potem sprožile te verižne reakcije, katerih zaporedje pa ne znamo točno rekonstruirati še. Ampak gre, ponavljam, samo za centralna in južna Nižavja. Palenke je seveda zelo lepo mesto, ja, Tikal je impozanten, ki je velik, Calakmul je zopet po svoje izredno atraktiven, čeprav ni tako raziskan kot Tikal, ampak leži sredi ničesar v tej biosferi in človeku se tam so opice. Težko je. Zdaj je novo čudo sveta, je Čičenica na severnem delu polotoka Jukatana, ki je seveda tudi impozantno najdišče, ampak meni ni tako atraktivno zato, ker so tam horde turistov, ne, zdaj še bolj zato, ker je novo čudo sveta. Težko bi svetoval. Odvisno od okusa, ja. Ja, dragi gostje, spoštovane kolegice, kolegi, to je bil Ivan Šprajc, arheolog, antropolog, eden vodilnih raziskovalcev na tem področju v svetovnem merilu. Lepa hvala. In povrhu vsega tudi, kdaj pa kdaj tudi vodič, eden od sponzorjev, in to mislim, da je prav, da tudi na tem mestu povemo, teh raziskav je tudi agencija Ars Longa. Ne vem, če ste kdaj slišali za njo, videli ste njihov emblem na avtomobilu in tudi to je življenje slovenskih raziskovalcev. Kdaj pa kdaj si pomagamo na ta način, ampak rezultati, kot ste videli, verjetno to upravičuje. Ja, za eventualne sponzorje lahko omenim, da ima naša kamioneta še prostora. Torej, če bo koga zamikalo v bodoče investirati svoj denar v tak projekt, ste seveda dobrodošli. Zdaj pa še enkrat najlepša hvala za vaš obisk in našemu gostu še enkrat hvala za lepo predavanje. Hvala tudi vsem vam.